Kdo je potem primeren za prevoznika gotovine, da potem zaključimo to najino zgodbo, ko sem te lovil zdaj več mesecev? Ja. Kdo bi lahko bil primeren? Tako bom rekel, to ni delo za vsakega. To je delo, no? Da ne bomo zdaj si mislili, ni to ti, da ti zdaj nekaj prideš, narediš 5 minut, pa da pol ure ali pa 1 uro, da nimaš kje za delati. A smem še tule dodati? Lahko. Da se je zdaj bilo 35-40 stopinj, pa v avtu, pa neprebojni jopič, torej še kot da nosiš v bistvu puhovko. Ja, tako. Klima pa tudi ne pomaga, ne, tako, ker si vsi mislili, pa se nič hudega, prižgeš klimo, pa ti je pač hladno. Ne, ni ti hladno. Kakorkoli, da ti prižgeš klimo, ni ti hladno. No. Ni ti hladno. Pa plus tega, da ti skačeš, praktično na vsake 3 minute skačeš ven iz avta pa noter, ker ti sred poletja pustiš avto sred ceste, tam na žgočem soncu, z zaprtimi šipami, ki morajo biti po protokolu, šipe morajo biti zaprte, avto se v 1 minuti se greje, da je noter 60 stopinj. Kad ti prideš noter, kad ti vklopiš klimo, ti ne pomaga. Do unih naslednjih 3 minutah, do naslednje lokacije, se ti praktično avto začne ohladiti. Se pravi, kar se tiče, kdo bi lahko bil primeren za ta del, to v glavnem tako, tisti ljudje, ki se radi gibajo, ki imajo veselje do komunikacije s strankami, ki imajo veselje, da... Tako je v teh opisih deli nalog, veš, ko iščejo nove ljudi, da moraš biti dinamična oseba. Dinamična ali pa ne dinamična, tukaj nima veze. Dinamika je tole pomembna samo zaradi tvoje varnosti. Drugače ti lahko počasen kot polžne, mislim, tako še gledamo, ne. Ampak, se pravi, dinamika je samo odvisna, mislim, pomembna je zaradi varnosti, ne. Zdaj je spet odvisno na katerem koncu, ker ti imaš nekatere konce, ki so malo bolj rizični, tam pač moraš uporabiti večjo dinamiko, imaš pa tudi konce, ki so pa čisto normalni, ker praktično ne obstaja nobene potencialne nevarnosti, si lahko počasen, si lahko čisto normalen, ne rabiš nobene dinamike. Se pravi, za to delo je pomembno, da človek rad dela v Zoom, da rad dela strankam, da ima nek smisel za komunikacijo, smisel orientacije, to je tudi zelo pomemben. Pa tlele je tudi dosti motorike, kakorkoli gledamo, je veliko motorike, spet tiste osebe, ki radi vozijo avtomobile, tudi to je za njih delo. Običajno, zakaj sem se jaz odločil za to delo, zaradi tega, ker mi to delo ni monotono. Ni mi monotono, vsak dan sem praktično v okolju, ki se spreminja. Nimam vsak dan ene in iste poti začrtane, tako da lahko praktično sam zbiram svojo pot, vsak dan je lahko naredim, da je drugačna. Stranke, s katerim komuniciram, so tudi praktično vsak dan druge. V glavnem, za tazga človeka, ki mu, ne vem, 12 ur mine kot 4 ure, zaradi dinamike, same dinamike dela, ki je velika razlika, če si ti na prevozu gotovine ali pa da si ti stacioniran na nekem objektu kot varnostnik, ne, za fizično varovanje. Biti 12 ur na nekem objektu v neki trgovini je živa muka. Tebi? Ja, eni pa uživajo. Eni uživajo, recimo, ampak meni je muka. Meni minuta se ne premika, meni je vsaka minuta 1 uro dolga. Na prevozu gotovine nimam tega občutka. Praktično, če delam, ali da delam 8 ur, ali da delam 12 ur, pri 12 urah mi to zgleda tako, kot da bi 5 ur bil v službi. Sam zaradi te dinamike dela, zaradi gibanja, da se skozi v nekem drugem prostoru, v okolju, med drugimi ljudmi. To v glavnem, taki ljudje naj bi bili primerni za to delo. Stanko, najlepša hvala. Zdaj za konec imam pa nekaj zelo pomembnega. Malenkost.
uradno ti vračam por mašino, da me ne oštožil, da te nisem. Ja, zdaj so vsi zaradi tega je bil ta za rojstni dan, evo, še gumice. Najlepša hvala, to sem si pa zelo želel. Tako. Zaradi napetosti. Ja, da bo tvoje življenje bolj napeto. Tako, ker je zdaj mini. Čist prezvezen. Tako, bi se dolg čas neverjeten. Ja. Se mi je zdel, da je ta podcast bil narejen samo zato, da bo dobiš čim več. Čim več prič, da si mi vrnil bor mašino. No, za konec bomo pa rekla... Čau. Čau.